Halo, tukaj Španka. Pravzaprav še nikoli v življenju nisem imela takšnega močnega make-upa, še najmanj pa tako močne, temne, rdeče šminke, tako da povejte, če vam je všeč, a mi paše, a mi ne paše. Ne vem, meni se zdi, da meni noben make-up ne paše, ampak še zmeraj ga uporabljam zato, ker je fajn. Malo sem vas nasrala s tem naslovom. Tale video bo več ali manj namenjen barvanim lasem, ampak je dober tudi za tiste, ki imajo težave z lasiščem ali pa krhke lase. Vse te produkte, ki jih bom naštela v videu, bom tudi dol dala v opis, da si boste lahko pogledali, kje sem to kupila, kaj so tu za ene zadeve in podobno. Ok, pa začnimo. V glavnem, tle imam vse napisano, zato ker res vse pozabim, itak, ker sem pač blond. Ja, šampon za lase, se pravi, prvo, kaj je pomembno za lepe lase, predvsem, če so krhki in lomljivi in se cepijo in so 100-krat že prebarvani, pobeljeni. Ta prvo morate zbrati šampon brez sulfatov, to je najbolj pomembno. Najboljše pa v bistvu imeti šampon brez sulfatov in parabenov. Jaz uporabljam tega, kaj je to? L'Oreal Elvital Color Glance Slow Shampoo, ne vem kaj pač tale. L'Orealov šampon brez sulfatov, ne vem, če je tudi brez parabenov, čakaj da pogledam. V bistvu res ni videti, da bi imel parabene, tako da očitno je tale brez sulfatov in parabenov, košta 8 €. Zakaj sem kupila ta šampon? V bistvu zato, ker v našem kraju ne prodajajo nič drugega, v Ljubljani si lahko malo zmišljujete, pa si izberete še kakšne druge šampone, važiči, ali pa pač preko spleta salma.si ima ful teh šamponov brez sulfatov in parabenov, dobite lahko vse po povzetju, kar je super. To je pravzaprav ne bi bil šampon in balzam v enem, ampak meni to ni dost, jaz rabim še maske za lase itak. Všeč mi je, ker ima UV zaščito, to je ful fajn. Pa ko si perem lase, si jih 2-krat našamponiram. Zakaj sulfati niso dobri za lase? Kaj je sploh to sulfat? Sodium lauril sulfat in sodium laurent sulfat. Ta dva boste največkrat srečali. Če pa piše recimo sodium kokos sulfat, to še ne pomeni, da ni sulfat. To je v bistvu marketinška caka in pomeni, da je v bistvu še zmeri sulfat, sam da je pridobljen iz kokosovega ali palmovega olja. In ker je pridobljen iz kokosovega ali palmovega olja, ga oglašujejo, da je kao naraven, čeprav je še zmeraj ful kemično obdelan. Sulfati so v bistvu neke vrste soli, so pa vemo, da izsuši lasišče in lase. Zato se pač vprašate, zakaj imate prhljaj, pa zakaj vam lasi izpadajo. Lasi izpadajo ponovadi zato, ker imate suho lasišče, predvsem. Po mojem mnenju, jaz nisem strokovnjak, ampak to, kar sem do zdaj opazila, pač jaz imam masno do normalno kožo, moje lasišče se ekstremno hitro zmasti in meni stalno poganjajo novi laski, da imam skozi tole tlele gor, nove laske v glavnem. Zdaj, če nimate nekih problemov s sulfati, pač sulfati se niso neki grozno nevarni ali pa neki, pač ne, samo močni čistilci so zdaj. Jaz načeloma tudi nimam zahtevne lase, če si jih ne bi barvala, belila, 100-krat delala z njimi, ne vem kaj vse živo. Pač bi si jih tudi lahko prala, ne vem, s čistilom za pomivanje posode, ampak zato, ker si jih barvam lase, pač varikina ni več primerna za umivanje. Ja, vsi naravni šamponi, kao naravni, ki jih najdete v Šparu, Tušu, v kaj jaz vem, DM-u, Millerju, vsebujejo sulfate, razen če na embalaži piše izrecno, da so brez sulfatov. Če je šampon brez sulfatov, to na embalaži jasno in na veliko tudi piše. Se pravi, če pogledam tale šampon, ohne sulfate piše, evo ti, tlele, tukaj na sprednji strani, ne vem zdaj, če kamera to lahko ujame, ampak ohne sulfat, ohne sulfate ali whatever, pač brez sulfatov. Na prvi strani embalaže mora pisati to, ker če šampon vsebuje sulfate, potem takšen napis nima kaj iskati na embalaži. Torej, vsi tisti šamponi, ki nimajo tega napisa v spredi, pač imajo sulfate.
čeprav piše, da je šampon bio, eko, recikliran in svašta. Zato, ker trgovci sklepajo, da mi, navadni potrošniki, smo seznanjeni s tem, da vsi šamponi vsebujejo sulfate, razen tisti z oznako, da ne vsebujejo sulfatov. In s tem se kupce kao ne zavaja, ker mi že itak vse vemo, ker smo seznanjeni s tem, da imajo vsi šamponi sulfate, čeprav nismo. Sulfati so sintetični, močni detergenti, recimo s Head & Shouldersom bi si lahko prav posodo ali pa pomival odtoke. Ni da ni, recimo jaz, ko si kaj zafukam lase, enkrat so mi ven prišli vijolični, ko sem predolgo pustila gor vijoličen šampon, si greš čez ene parkrat z Head & Shouldersom in barva gre fino dol iz las. Head & Shoulders je nasilje nad lasmi za moje pojme. No, je toplo ratal. Druga stvar so pa parabeni. Parabeni se tudi nahajajo v kozmetiki in zobnih pastah. V prevelikih količinah povzročajo raka in so blagi hormonski motilci. Tako sem nekje prebrala. Zdaj, ne vem, če je to res, ampak najbrž je, ne vem, preiščite tudi sami mečken internet, pa se malo pozanimite, kaj dajete na svoje telo, kozmetika, to je polno vsega sranja. Ampak jaz to še kar uporabljam in smatram, da še ne bom umrla takoj jutri. Razen, če me avto zbije, bog ne dej. Parabeni so v bistvu naravni, zaužijemo jih s hrano in dihanjem, ampak nobena stvar ni dobra v prevelikih količinah. Tudi alkohol na gasilski veselici ni dober, če ga je preveč, a je tako. Pa so pa tukaj še silikoni. Silikoni so pa tudi v vseh navadnih balzamih za lase, v šparu, tušu, vse posod, v milerju, vse posod. Silikoni. Spet silikoni sami po sebi, jaz mislim, da niso neki nevarni, kremenov, pesek, ne vem, nisem strokovnjak, ne vem, lahko da sem se zmotila, ampak mislim, da so to neke zdrobljene kamnine, ko dajo pol to noter v šampone, v pudre, v kremice, zato da ti te drobčkeni delci, ta prahec, da ti lepo zakrije gube, zgladi površino, česarkoli. Zdaj, jaz res nisem strokovnjak, lahko da sem narobe to povedala, ampak jebi ga. Silikoni zapolnijo las tam, kjer je poškodovan, oziroma verjetno zapre luske, zapre las, ne? Ampak fora pocenskih balzamov je, da te silikoni grejo dol samo s sulfati, z močnimi čistilci, ne? In tako se pa v bistvu vrtite v začaranem krogu silikonov in sulfatov, ker rabite sulfate, da sperete dol silikone. Da ne rečem, da so recimo moji mami enkrat, bom rekla, podtaknili šampon. Mislim, ena trgovinca pri nas, ki prodajajo neke zelišča, naravne stvari in to, trgovka je prodala moji mami kao naraven šampon in moji mami so kar naenkrat začeli odpadati lasje, rdeče, prdelo, lasišče, prhlaj, kar naenkrat ga je bilo več in ono, kaj pa ti, a mogoče kakšen tak šampon uporabljaš, imaš kjerga novega? Je rekla, ja. Kupila sem en kao naraven šampona, ne. Obrnem jaz embalažo, pogledam drobni tisk in na prvem mestu med sestavinami je bil kdo? Sodium lauren sulfat. Pol je pa recimo še en drug problem, ne, ko vi hočete mogoče uporabiti kakšno hranljivo masko za lase in se čudite, zakaj ta maska ne deluje. V bistvu zato, ker imate na laseh preveč silikonov in hranljive snovi iz maske ne morejo prodreti v las, če je zabit s silikoni. Pa so pa tukaj še alkoholi. Alkoholi pa itak vemo, da izsušujejo, logično. Vsem tem sestavinam se po mojem mnenju ne da v celoti izogniti, tako da najbrž bo v redu čisto vsak šampon, ki je brez sulfatov, po moje ne morete glih faliti, no. To je pa tudi vse. V bistvu, kaj je fora teh šamponov, ki so brez sulfatov, je to, da so blagi. Zato si morate malo bolj zmasirati lasišče, malo bolj si morate zdrgniti to, da gre maščoba dol, da mislim, ne vem, če gre sploh maščoba dol, je, da v bistvu sam tako naredi ta šampon nek sloj, ki potem odbija to umazanijo stran, ne. Je pa tako, ne.
Šamponi brez sulfatov so tako blagi, da se lahko zgodi, da ne očistijo dovolj las, govorim tako na dolgi rok, čez več mesecev uporabe, tako da je fajn enkrat na pol leta ali pa na vsake toliko uporabiti kakšen čistilni šampon. Obstajajo posebej čistilni šamponi, to je tisto, ko si daš na lase in pol tak začnejo lasi kar škripati, pač to tako veš, da ti potegne dol vsa olja, ki jih imaš gor na glavi. Jaz uporabim ponovadi kar najbolj cenene šampone iz, Hoferja recimo. Ja, v bistvu se je moje lasišče kar navadilo na te blage šampone in zdaj so vsi drugi šamponi preveč taki abrazivni, preveč mi olje dol poberejo iz lasišča in lasje pač rabijo olje, ne, za rast. Pravzaprav sploh ne vem, zakaj si barvate lase, če nimate šampona brez sulfatov. Kaj je point? Ker vsi ostali šamponi, tudi če piše recimo gor, da je šampon primeren za barvane lase, je navaden bullshit, zato ker bo še zmer potegnil dol veliko barve in ne vem, zakaj si sploh barvate lase, no, če ne uporabljate šampona brez sulfatov, kaj je point? Ne vem, ko boste itak hitro ratali obšlesani. Ja, glede na to, da imam blond lase, 100 milijonkrat že pobeljene, zdaj to ni mus, ampak jaz to uporabljam pa vijoličen šampon, o tem bom govorila v enem drugem videu, kaj to je, zakaj se uporablja, kakšna je razlika med modrim šamponom in vijoličnim šamponom. Jaz imam blond lase, ne, in v bistvu uporabim tako enkrat na teden ali pa na 14 dni, pač ko se mi zazdi, da so moji lasi preveč rumeni, uporabim vijoličen šampon, zato da neutraliziram rumene tone, ker res pač nočem imeti rumenih las, ko jajčen rumenjak, ampak bi rada imela take lepe bež blond lase. Ok, naslednja stvar je maska za lase. Sprobala sem že vse sorte mask, ampak sem hitro videla, da te navadne trgovinske ne hasnejo. Garnier, brez veze, kaj sem še imela, Balea, John, Frida, brez veze, itak je to polno silikonov po moje. Tako da ja, hitro sem ugotovila, da brez veze sploh ne hodim več v te trgovine in sam kupujem tisto profesionalno frizersko robo, ker edino to pomaga, ko imaš ti enkrat ful skurjene lase. Ne vem, boljš, da si jih kar odrežeš, no, ali pa se poslužuješ, ne vem, kakšni bolj advanced level produktov. Jaz imam skurjene lase oziroma suhe imam tako, na lestvici od 1 do 10 bi rekla, da so skurjeni za 7,5 po moje, se pravi kar dost, pač precej suhi so. Ampak odkar uporabljam eno masko, ko jo bom zdaj pokazala, se je ful izboljšala, tekstura las, bolj so gladki, niso več tako frizi, niso štrenasti, svetleči so bolj, tako da res delujejo veliko bolj zdravo kot sicer. To je tale maska od Arganovo olje neki, od K-Pro. Zdaj, jaz ne vem, če ima to noter kakšne silikone. Parabenov vidim, da tle nič ne vsebuje, silikonov je po moje tudi ful malo. Pač različna olja so noter. Mislim, da sem dala za to 21 €, dobiš pa 1 kilo. Takole le zgleda neka taka krema. Diši po čateških toplicah. To je to. Za tole masko sem zvedla prek ene kolegice. Kar naenkrat je imela ful lepe lase, wow, stara, kaj ti kaj, kakšne zadeve nove uporabljaš, za katere je še ne vem, ne, ja, tole masko, pri frizerki bila in v bistvu pri njej je tako naredila frizerka, da ji je lase prekrila s to masko, pol je pa z vročim fenom pofenirala, pustila gore na par minut in pol je sprala lase in lasje so bili sijoči, gladki, res wow. Jaz sem tudi to sprobala, ampak mi nič ni naredil, pač jaz sem mislila, da sem tole kupila za brez veze, ampak nisem. Pa sem sprobala imeti tole na glavi čez noč, tudi ni delali nekih, ne vem kakih čarovni. Pol sem pa, ne vem, sem pa še zadnjič probala, ne vem. Bom pa to uporabljala namesto balzama, kaj lej, če ni za nič drugega, bo pa vsaj za balzama, ne. In v bistvu tako sem ugotovila, da še najbolj deluje ta maska, vsaj za mene, ker imam res ful suhe lase. Po vsakem šamponiranju pustim to gor za 5 minut in sperem. Včasih sperem tudi s hladno vodo, da zapreš luske na laseh in da pol niso tako štrenasti.
frizi. To je to, no. Najbolj mi pomaga, če si naravno posušim na zraku lase, ali pa večino časa si tak feniram s hladnim fenom. Ne vem, kaj je fora, ampak ko grem jaz spat, so pač naslednji dan, naslednje jutro so moje lasje ful lepši, kot pa če bi si recimo umila lase zjutraj in bi pol imela vse frizi tako, če grem pa zvečer si umiti lase, pa pol spat. Ne vem, naslednjo jutro so taki res ful lepi, gladki. Občasno, kdaj pa kdaj, tako mogoče enkrat na mesec uporabim Olaplex številka 3. Ni najbolj pocenska zadeva, moram reči, da tole košta 28 €. Ja, smrdljivo diši, neka, kaj pa vem, kot da bi dal noter amonijak, pač to so kemikalije, to ni za vsakdanjo uporabo. No, mislim, tole kao da je, no. Mislim, da je to tako enkrat na teden, da se s tem daš na lase, ampak jaz to uporabljam enkrat na mesec. Tudi ni naredil ne vem kaj za moje lase, ne vem zakaj, pač to je načeloma tako bolj za kemično obdelane lase, ampak enim to ful pomaga. Jaz nisem pa za neke razlike, no ne vem, mogoče bi mogla večkrat uporabiti. Sem pa bi to ful prehitro porabila in jaz to šparam, ker ni bilo poceni in to si dam na lase sam tako, ne vem, po barvanju ali pa kaj takega, no. Zdaj, na trgu je številka Olaplex 1, številka 2 in številka 3. Številka 3 je za komercialno rabo, za navadnega potrošnika. Številka 1 pa številka 2 so pa v bistvu samo za licencirane frizerje. Zdaj, če imate kakšnega dobrega frizerja, da bi lahko to pri njem kupili, ga vprašajte, mogoče vam bo to ful pomagali za lase. Pač jaz bi priporočala, da si kupite enko pa dvojko, sam pač je treba s tistimi kemikaliji znati delati, morate si prebrati stvari. Ono se mi zdi bolj zaradi tega, ker je bolj koncentrirano, ker to je pač fora številke 3 je samo to, da je razrečeno in da je namenjeno za komercialno uporabo, da pač navaden potrošnik ne more kaj zafukati svojih las. Pač to je to. Ali pa, ne vem, greste na eBay, pa bote pozorni na ponaredke, ker to ful radi ponarejajo. Berite komentarje, pa ne kupiti na Amazonu, zaradi tega, ker tam so samo ponaredki Olaplexa. Kaj še imamo? Aha, balzam v spreju. Ja. Jaz uporabljam tega od Revlona, Unique One. Ful lepo diši po kokosu. Obstaja rdeč, obstaja nek moder, pa obstaja tale čist navaden po kokosu. Mislim, da ima 2 parabena noter. Ja, parabeni ponavad pridejo tako v kombinaciji po 2, po 3 parabeni skup. Zdaj, če imate tako malo suhe lase, bo tole naredil čarovnijo na vaših laseh. Pač jaz, ko sem imela mečken suhe od barvanja, je to bilo wow, pač ful dober. Mislim, da stane 12-15 €. Slišala sem tudi za It's a 10. Zdaj, glede na to, da imam pač dalje bolj zjebane lase, pa tudi to ne pomaga več, ampak uporabljam za lažje razčesavanje. Ful pomaga, ful gladke lase naredi, ampak ne pomaga pa v mojem primeru, če imam frizi lase, če imam tako skuštrane, tam pa ne pomaga, no. V bistvu ima kao 10 funkcij, da popravi suhe lase in poškodovane lase, daje CI, pa kontrolira ta friz, da ni tako frizasto, pa protekcija, zaščita proti vročini, lasje so po uporabi svilnati, gladki, ima UVA in UVB filtre za lažje razčesavanje in likanje. Ja, detangling, ja, pač ok, lažje razčesavanje, long lasting hairstyle, split ends prevention, to ne vem, no, če za razcepljene konice to adds body, kao malo volumna, to glih ne da nekega volumna. Pač ful svilnati lasje so po uporabi tega balzama v spreju. Naslednja stvar je olje za lase. Spet me zebe. Ok, v glavnem, jaz sem enkrat uporabljala eno olje, ki je koštalo skoraj 30 €, oziroma 30 € recimo. In kljub temu, da je bilo tako precej drago, ni naredil ne vem kaj na mojih laseh, razen to, da jih je zleplo skupaj in obtežilo.
čeprav je pisalo, da je namenjeno za tanke lase. Pa sem si pa kupila za silo tole Balea olje, Oil Repair Hair, tole iz DM-a. Ful dobro diši po mandlih. Za moje lase ne naredi nič kaj koristnega, pretirano, pač lepo diši, ne obteži las, zato ful priporočam za tiste, ki imate zelo tanke lase kot svila. Mislim, da stane tam okoli 3 evre, slabe 3 evre. Pa sem pa investirala v tole Lux Oil ali neki Lux Oil, ne vem, kako se prebere, pač tole od Vele. Vela je priznana znamka za profesionalne frizerje, če se jaz kaj prav spoznam na to. Diši ful fajn po sladkih bombonih, ampak nič bad, tale von hiter izhlapi, tako da pač ti ne smrdi pod nos pretirano, tako da ja. V bistvu je bilo tako za 18 evrov, pač precej drago, ampak jaz bom to imela po moje za 1 leto, ker tega rabiš za celotno dolžino las, 2 pumpice maksimum, jaz dostikrat rabim samo 1 pumpico, ker je pač precej kvalitetno olje, se mi zdi. V bistvu sem kupila samo zaradi tega, ker vsebuje keratin, pač baje, da ga vsebuje, no vsi pravijo, da ga. Fora je v tem, da tega ne smeš preveč uporabljati. 1 pumpico, max 2, če imaš res debele lase, pa da so res ful dolgi, da imaš ful veliko količino las, bi mogoče dala 3 pumpice, ampak fora je v tem, da ne smeš preveč to uporabljati, ker ima noter keratin in preveč keratina ti naredi take žimaste lase. V bistvu podoben primer se zgodi, če ti preveč uporabljaš recimo masko iz kakšnega kokosovega olja. In kaj ti to naredi? V bistvu preveč proteinov, ker pač keratin mislim, da je en močen protein, nisem strokovnjak, pač ne vem. Ampak če imaš preveč keratina v laseh, potem se začnejo lomiti, ne vem, izpadati, mogoče, kot da si skoraj alergičen ali nekaj. Ne vem, pač. V glavnem tega se ful malo uporabi. Jaz si to zmeri dam po umivanju las, ker pač, ne vem, to naj se ne bi devali zmer na lase, tako ne vem, pač občasno, ampak jaz si to dam po vsakem umivanju zaradi tega, ker moje lase so toliko uničeni, da očitno nimajo nikoli dosti keratina. Ja. Vsak tip las je malo drugačen, treba je sprobavati, kaj vam ustreza, kaj vam ne ustreza, pač jaz imam tanke lase in to je to, no, pač meni te stvari še najbolj ustrezajo. Hvala za pozornost, upam, da vam je bil tale video v pomoč. Veliko se smejte, dobro se imejte, lajkajte in subscribite, zato ker je obvezno. Čau!